Dobro, zdaj smo zbrani vsi, ki niso upravičeni, tako da bi jaz predlagal, da začnemo z tretjo redno sejo Sveta Koroške regije. Lep pozdrav torej vsem prisotnim na tretji redni seji. Po točko 1 bi ugotavljali sklepčnost in potrjevali dnevni red. Pozdravil bi vse kolege župane, župan danes ni, dva namestnika oziroma pooblaščena predstavnike občine Dravograd, podžupana občine Dravograd ter direktorja občinske uprave Mislinje kot pooblaščenca občine Mislinja. Upravičili pa so se občina Slovenj Gradec, Črna ter Mežica, tako da ko seštejem prisotne in upravičene smo nekako zbrani vseh 12 koroških občin. Pozdravljam se tudi dva poslanca Državnega zbora Republike Slovenije, gospoda Ranca in gospoda Škodnika, direktorico Regionalne razvojne agencije, našega gosta, gospoda Maleja iz Slovenske prosvetne zveze v Celovcu, ter vse predstavnike medijev, ki ste danes zbrani na tretji seji Sveta Koroške regije. Po točko 1 lahko ugotovim sklepčnost, prisotnih je zadosti, torej 9 predstavnikov občin. In predlagam naslednji dnevni red, ki ste ga dobili tudi s sklicem v 2 točkah. Po točko 5 pa bo predstavila gradivo glede evropskih sredstev oziroma dokumentov, ki so podlaga za evropska sredstva, direktorica Regionalne razvojne agencije, gospa Sonjak. Torej, dajem v razpravo dnevni red današnje seje. Če ima kdo kaj? Če nima, predlagam, da sprejmemo ta dnevni red. Kdo je za? 9 glasov za, torej dnevni red sprejet. Po točko 2 potrjujemo zapisnik prejšnje druge redne seje Sveta Koroške regije. Na prejšnji seji smo sprejeli nekaj sklepov in to je vse v zapisniku in torej dajem v razpravo ta zapisnik prejšnje seje. Prosim za razpravo. Če ni, predlagam torej sklep, ki pa se glasi: Svet Koroške regije potrjuje zapisnik druge redne seje Sveta Koroške regije. Kdo je za? Vsi za. Sprejet sklep, pa prihajamo na prvo vsebinsko točko današnje seje in to je izjava Sveta Koroške regije o zaščiti interesov slovenske narodne skupnosti na avstrijskem Koroškem. Gre za dejstvo, ki smo ga zaznali vsi, tako so iz medijev, ki nas o tem obveščajo, da se nekaj dogaja na nivoju torej dežele Koroške. Mi sicer nismo dežela Koroška, vendar smo Koroška kot regija, ki je sestavljena iz 12 občin. Pri nas da regija, pokrajina kot politična entiteta v smislu celotnega teritorija slovenske Koroške ne obstaja in jo nekako predstavljamo, torej mi seštevek 12 občin, ki smo pač vsaka za sebe politični predstavniki občanov. Vendarle smo si nekako dovolili, ker nam ni vseeno, da povabimo, če lahko rečem, naše kolege oziroma dele našega naroda, če lahko rečem, z druge strani meje, zlasti ker smo obmejna regija, da nas obvestijo o tem, kaj se dejansko dogaja in če lahko mi kaj storimo torej v zaščito slovenskemu jeziku, slovenskim ljudem, ki živijo torej v sosednji Republiki Avstriji. Zato smo povabili v naše vrste dva gosta, gospoda Bernarda Sadovnika, predsednika skupnosti Koroških Slovencev in Slovenk in tudi mislim, da kolega župana občine Globasnica, ter dr. Janko Maleta, Slovenske prosvetne zveze v Celovcu, ki mislim, da sicer ni politični predstavnik, ampak je zelo znan koroški Slovenec na drugi strani meje. Namen današnje, bi rekel, seje Sveta Koroške regije in pa te izjave, katere osnutek je pripravljen v gradivu, pa je v tem, da se tudi naša regija oglasi, da pokažemo, da nam ni vseeno, kako je zaščitena slovenska manjšina v sosednji državi. Vsi vemo, da je to nekdaj bila tudi večina, ampak žal to zgodovine teče, kakor teče in tu smo, kjer smo. Vendarle nekaj se da storiti, veliko se je potem, ko smo mi sklicali ta Svet Koroške regije, vendarle dogajalo tudi od sestankov vseh manjšinskih organizacij
na naših ministrstvih in še kje, ampak o tem mislim, da bo več povedal gospod Male in nas tudi pač opozoril, ali smo v tej izjavi, ki bi jo danes sprejeli, kaj pozabili, morda kaj preveč zapisali, namen pač, kot sem rekel, je koristiti torej slovenščini, slovenskemu narodu, slovenskim ljudem na drugi strani meje. Toliko vodoma z moje strani, bi pa zdaj prosil, gospoda Maleja, dr. Janko Male, da nam spregovorite Svetokoroške regije o tej situaciji, kaj točno se dogaja, prosil tam, tudi zaradi posnetka video, da nas tem obvestite, oziroma da se vključite v ta predlog osnutka izjave našega Svetokoroške regije. Prosim. Ja, hvala lepa za vabilo. Sem zelo vesel, da pozorno spremljate dogajanja na avstrijskem Koroškem, dogajanja predvsem v zadnjem času, ki so morda sprožila nekoliko vihre v javnosti, nekoliko nemira v medijski javnosti. Tudi jaz sem bil eden izmed tistih, ki je prvi reagiral na to, kar je predlagala koroška deželna vlada pred nedavnim z novim ustavnim osnutkom. V tem novem ustavnem osnutku za novo koroško deželno ustavo smo bili soočeni z enim dejstvom, ki ni bil najbolj razveseljiv, vsaj na prvi pogled. Zato so tudi mediji temu ustrezno kritično reagirali tako pri nas v Avstriji kot tudi v Sloveniji. Namreč v prvotnem predlogu, ki ga je sam formuliral deželni svetnik Bengers Avstrijske ljudske stranke pred enim letom, bi bili koroški Slovenci enakovredno omenjeni z nemško govorečimi sodeželani. In sicer na tak način, da avstrijska Koroška naj skrbi za nemško govoreče in slovensko govoreče sodeželane v enaki meri. To je bila formulacija, ki smo jo vsi bili zelo veseli in smo jo tudi vsi pozdravili. Vendar je iz bilo kakšnih razlogov prišlo do sprememb. Ta gospod Bengers, strani ljudske stranke, ki je to formuliral pred enim letom, je svojo lastno formulacijo vzel nazaj in dosegel v tako imenovanem kompromisnem predlogu z ostalima vladnima strankama, z zelenimi in socialdemokrati, da se vrini v ta člen, 5. člen nove slovenske koroške ustave, stavek, termin na Koroškem je deželni jezik nemščina. To nas je seveda zaskrbelo, zakaj je v tem novem predlogu omenjena samo nemščina. Jaz sem bil eden izmed tistih prvih, ki je v imenu Slovenske prosvetne zveze reagiral tudi javno in sem rekel, tukaj gre za degradacijo slovenskega jezika, za poniževalen odnos do slovenskega jezika, če slovenščina v novem predlogu ni omenjena. Je pa dejstvo, da govori, če smo zdaj formalno pravno, če to opredeljujemo formalno pravno, da govori nov predlog o deželnem jeziku, ne pa o uradnem jeziku. Deželni jezik, termin deželni jezik nima nobene zakonodajne relevance. V avstrijski ustavi in po avstrijski zakonodaji ima zakonodajno relevanco samo uradni jezik. In uradni jezik je pa definiran z avstrijsko zvezno ustavo, v kateri je rečeno, da je uradni jezik državni avstrijski nemščina, vendar na tistih področjih, kjer živijo manjšine, pa je dovoljena tudi slovenščina, hrvaščina in drugi manjšinski jeziki. To je pravzaprav zelo podobno slovenski ustavi in njenemu 11. členu, kjer je rečeno, da je uradni jezik v Republiki Sloveniji slovenščina, v tistih območjih, kjer pa živijo Italijani in Madžari, pa je dovoljena kot uradni jezik tudi madžarščina in italijanščina. To se pravi, da na zveznem nivoju pravzaprav tako avstrijski kot slovenski zakon imata enaka merila. Vendar v tem novem ustavnem predlogu nas je bolj na simbolični ravni vznemirilo to, da so sedaj vnesli tudi nemščino kot deželni jezik, oziroma samo nemščino kot deželni jezik. In samo to dejstvo je pravzaprav dvignilo toliko prahu v javnosti sami.
Vendar pa smo v tem novem predlogu Slovenci kljub temu omenjeni. To je treba resnici na ljubo povedati. In da ta termin deželni jezik v novi koroški deželni ustavi pravzaprav, kot sem že povedal, in to je najbolj pomembno, nima nobene zakonodajne relevance. Kljub temu je prišlo do vznemirjenja. Naši politični predstavniki, vse tri manjšinske organizacije so bile povabljene k zunanjemu ministru in ministru za Slovence po svetu in so ta problem tudi obrazložili. Naš predlog skupen je, da se v novi koroški deželni ustavi doda še slovenski jezik, enakopravno k nemškemu, ali pa se ne omenja nobenega. Kaj se bo zgodilo, mi ne vemo. Morda bo prišlo samo do semantičnih finez in popravkov, upamo pa, da se bo zgodilo vsaj to, v tem pogledu smo optimistični, da morda ne bo noben jezik omenjen. To bi bil skorajda tak kompromis, ki bi ga lahko vsi podpisali. Zdi se mi pa, da je treba pri stvari ostati resen. Namreč ne gre za kakšnih večjih škandalov. Če formalno pravno pogledamo, ta novi predlog pravzaprav ni tako relevanten, da bi morali zaradi tega kakšne večjo paniko ustvarjati. Dejstvo pa je, da smo bili v zadnjem času predvsem ze strani slovenske javnosti soočeni s tem, kot da gre za velik škandal. Jaz mislim, da moramo mi, koroški Slovenci, ta problem sami rešiti. Mi imamo sedaj politično konstelacijo na Koroškem tako dobro, tako manjšini naklonjeno, kot je doslej, še nismo imeli. Če mi ne bi imeli te koroške deželne vlade, verjetno ne bi mogli rešiti v tako produktivnem smislu tabelskega vprašanja, vprašanja slovenske glasbene šole in pa še nekatera druga stvarna vprašanja, ki jih v preteklosti nismo mogli reševati. Zato mislim, da bo tudi ta zadeva okoli novega ustavnega predloga rešena tako, da ne bo večjih problemov. Vsaj zadnji sestanki in pa volja koroškega deželnega glavarja Petra Kajzerja kažejo v to smer. Jaz mislim, da je to pravzaprav vse, kar želim povedati. Če pa želite še kakšna pojasnila, vprašanja, bom pa seveda rade volje na razpolago, da morda še kakšno fineso bolj natančno obrazložim. Jaz mislim, ko ste še gor vprašal, ker mi ni bilo jasno, a dodanje stavek na Koroškem je deželni jezik nemščina, tisti stavek prej je pa zbrisan, ko ste rekli, prvotna formulacija 5. člena je zbrisana. Prvotna formulacija, deželni jezik je nemščina, naj bi bila izbrisana. To je naš predlog. Ne mislim, ko prvo ste bili zadovoljni z prvim osnutkom 5. člena, tiste je zbrisano. Tiste je zbrisano, ja. Ko sem govoril o tem osnutku, ki so ga formulirali pred enim letom, tisto je zbrisano. Samo ta stavek je 5. člen. Na Koroškem je deželni jezik nemščina. In skozi koroške Slovence prihaja do izraza tudi mnogoličnost in pa kulturna raznovrstnost koroške dežele, kar dežela podpira. To, da mi je jasno, kako se zdaj glasi 5. člen ustave dežele, samo ta stavek je v 5. členu, ne? Ja. Ja, hvala. Ja. Mislim, da je bil dodan, nisem mislil, da je bil dodan ta stavek. Ne. Prejšnje je bilo zbrisano. Tako. Ja, hvala. Hvala za enkrat, ja, gospod Male. Dobro, slišali ste mnenje, no, če želi kdo razpravljati, seveda mi smo tu relativno nemočni, pravzaprav nimamo nobenih pooblastil posegati. Že z Ljubljano se včasih težko borimo, še težje seveda se je boriti, bi rekel, z deželno vlado, ki v vsakem primeru ta stavek nekako ne koristi, oziroma kompromis, ki ga manjšinske organizacije predlagamo, noben jezik ali oba jezika je dober, ampak če bo pa ostalo torej samo na dikciji na Koroškem je deželni jezik nemščina, pa mislim, da to vsekakor ni dobro, kajti kljub temu, da zdaj nima zakonodajne relevance, jo lahko kdaj dobi, na zvezni ravni se lahko zakon seveda spreminja z ustreznimi odločitvami pač avstrijskega parlamenta in lahko ta deželni jezik dobi, ne vem, čez 10-15 let pa prav, ko ste rekli, zakonodajno relevanco in potem seveda je.
Ja, je to še en žebelj v krsti, da bi rekel, na nek način spet mrcvarjenja naše manjšine na drugi strani meje, kar poteka že, vse sami vemo, no, od leta 1920. To da, kolegi, izvolite, oziroma najprej, no, župani, potem pa seveda, če bo še poslanci kaj razpravljali. Prosim. Zdaj si prosim, če da vas bo videli še gledalci, ker so kamere tja usmerjene, mislim, da... Če prav razumem, vi ste povedal, da ta koroška ustava nima pravne relevance, ker drugače ne bi mogli sprejeti glede na zvezno ustavo. Ne? Zvezna ustava govori o slovenskem jeziku in če bi... Isto govori koroška deželna ustava v mojem predlogu. Ni nobene druge formulacije kot v zvezni ustavi. Koroški predlog ne more biti v nasprotju z zvezno ustavo. Tako, če ima pravno relevance, če pa nima, pa lahko napiše, da kaj če to. Tako. Problem je samo to, da je nemščina izrecno omenjena kot edini deželni jezik in to je politična optika, s katero se mi ne strinjamo. Dobro, hvala lepa. Hvala, župan občine Ribnica na Pohorju. Še kdo? Kako mnenje, podporo? Poslanci, prosim. Ja, prosim, če greste gr, ker je zvok, se tam tudi snema, no, sklopi vas ne bo čuli. Mislim, gledalci, ne poslušalci. No, jaz bi tudi pozdravil predstavnika s Koroške tu med nami, tako da na vse zadnje smo nekako, imamo iste korenine in seveda razprava v zvezi s tem je razburkala mogoče javnost, a ne. Zdaj, v zvezi s tem smo razpravljali tudi v državnem zboru, jaz sem se kot zainteresiran poslanec pa udeležil obeh odborov na to tematiko. Seveda tudi pozdravljam, da tu politika pa predstavniki ministri z obeh strani se na nek način srečujejo in da teče nek dialog, ki bi zadeve pripeljal v pravo smer. Tudi bila je dana ocena, da se na Koroškem v zadnjem letih zadeve pozitivno spreminjajo. Glede na prejšnjega glavarja so bile tu pač slabše prakse in določeni pozitivni napredki so bili. Tudi sam sem razumel, da je prva namera gospoda Bengerja pa te ljudske stranke bila seveda boljša kot mogoče sedaj nek nov predlog, ki je tu nastal. In jaz bi pač to rekel, da tu diplomacija dela vse v tej smeri, da bi zadeve vsekakor ostale takšne, kot so bile in da na nek način se zadeve ne bi poslabšale. Tako da tukaj tudi delim mogoče neko skrb, da pravno formalno avstrijska zvezna ustava daje pravice, ki so tudi udejanjene in se tudi v praksi zmeraj bolje uresničujejo. Kot sem pa razumel zaključke, bodo pa vsi vpleteni tukaj z neko umirjeno diplomacijo delovali v tej smeri, da se zadeve ne bi poslabšale in da seveda je to stvar mogoče dialoga tako na avstrijskem Koroškem, kot tudi mogoče, da skupaj najdemo eno rešitev, ki bo primerna in ki bo seveda zagotavljala te pravice enake, kot so do sedaj. Tudi pozitivno je bilo ocenjeno, da je glavar gospod Kajzer izredno naklonjen manjšini, tudi celo otroke je vpisal v slovensko šolo, tako da tu je neka volja, da se zadeve uredijo na pravi način. Seveda pa verjamem, da bo pa pozorno tudi nek kompromisni predlog. Jaz verjamem, da debata zdaj poteka, da si želimo, da bi bila zapis takšen, mogoče v tisti prvi verziji in da seveda ne bi bil v koliziji z avstrijsko zvezno ustavo. Zdaj, drugo, mogoče bolj
bolj slovnična pripomba, ali kakorkoli bi mogoče samo predlagal, da v tej izjavi ne govorimo o manjšini, ampak o avtohtoni slovenski narodni skupnosti. To je bilo tudi eno priporočilo, ker tudi s tem dajemo, mogoče tudi vsebinsko tej pobudi eno drugačno težo. Tako da jaz seveda na nek način sporočam to, da diplomacija dela na obeh stranih meje in tudi pozdravljam, da smo se tu na en tak način odzvali in da se vključimo v dialog in da zaščitimo oziroma da ohranimo take pravice, kot so sedaj. Seveda, če bo pa možno z korak pa korak zadeve izboljševati, tako kot je bilo v zadnjih letih, pa smo lahko samo veseli. Hvala. Hvala, bomo to korigirali, torej manjšine besedico nadomestimo z sicer je tako tujk avtohtone narodne skupnosti, oziroma, kako ste rekli, da ne podarjamo pač manjšine. Izvolite, še kdo želi se priključiti k tej razpravi, drugače pa bi to sprejeli sklep v smislu te izjave, no, kot ste jo osnutek prijeli, župani. Če ni, se vam torej zahvaljujem, pa predlagam torej sklep, da sprejmemo to izjavo, oziroma ta je sklep. Predlagam sklep, Svet Koroške regije se je seznanil v stališči slovenske organizacije na avstrijskem Koroškem do predloga nove ustave dežele Koroške v zvezi z omenjanjem slovenske narodne skupnosti in slovenskega jezika v Koroški deželni ustavi ter sprejema izjavo, ki je sestavni del tega sklepa. Kdo je za? Soglasno za. Hvala, gospod Male, za vašo obrazložitev, pa želim vam uspešno borbo še naprej. Naslednja točka današnjega sestanka oziroma seje Sveta Koroške regije, novinarji bo zgleda malo zamudili sicer ta del, ki je tudi pomembna, ne, je izjava Sveta Koroške regije o gradnji hitre ceste na Koroško. Tu so se dogajale nekatere aktivnosti, o katerih bo poročal koordinator odbora za izgradnjo hitre ceste, gospod Matic Stasič. Pripravljena pa je tudi predlog sklepa oziroma izjava v teh 4 točkah, ki jih bo tudi, mislim, da gospod Stasič predstavil v svojem prispevku. Prosim. Hvala lepa, vsi skupaj lepo pozdravljeni. V tem času, kar je bila dana ta izjava gospoda predsednika uprave dr. Vidica, je bil že sestanek ožje skupine na Darsu. Z naše strani so bili prisotni predsednik Sveta Koroške regije, gospod Rožen, predsednik mladinske iniciative, Aljaž Vrhovnik, pa jaz kot koordinator izgradnje 3. razvojne osi, na drugi strani so bili predsednik uprave, pa oba poslanca naša, na drugi strani so bili predsednik uprave Vidic in član uprave, potem predstavnik ministrstva, gospod Zalasnik in gospa, ki je odgovorna za pripravo dokumentacije na ministrstvo za infrastrukturo. Na tem sestanku smo predstavili naše zahteve, ki slonijo na sklepih Sveta Koroške regije, na sklepih tudi odbora za izgradnjo 3. razvojne osi, tako da ni nič kaj novega. Predstavili smo jim plan, naredili smo jim plan skupaj z mladinsko iniciativo aktivnosti do leta 2019, do začetka izgradnje 3. razvojne osi, in prvo, kar je, ko so pregledali ta plan ali semafor ali kakorkoli ga bomo imenovali, ki ga bomo sproti spremljali, so rekli, da je bilo zelo realno prikazano, da so strokovnjaki sedeli in da je to možno izvesti, tako da bi se začela izgradnja 3. razvojne osi na odseku med avtocesto in Slovenj Gradcem leta 2019. Seveda, naše zahteve so bile, da se projektira, ker je zdaj v fazi izbiranja projektantov, še ne, ampak v letošnjem letu se bo izbiralo projektante in začelo s projektiranjem, da se projektira do Slovenj Gradca zdaj na tem odseku, kjer je prvo bil sprejet DPN 4 pasovnica, tako kot tudi od odseka avtocestnega križa do Velenja 4 pasovnica. Seveda dopuščamo faznost, možnost fazne izgradnje v taki ali drugi obliki, to nam bojo predstavili, kakšni in na kak način, ko bo ta komisija, ki je na Ministrstvu za infrastrukturo sprejela ta investicijski program. Mi smo zahtevali, da s Koroško z nami, da vlada podpiše nek sporazum,
ki bi zagotavljal obvezujoč dogovor, ki bi zagotavljal, da bo ta izgradnja na obeh odsekih, glede na izjave, da se bo začelo prvo delati spodaj. Mi smo rekli spodaj, pri Velenju proti Slovenj Gradcu je to za nas spodaj, ne še bolj dalj pri avtocestnem križu, in v katerem bo seveda v tem sporazumu realen časovni načrt s ciljem pričetka izgradnje v letu 2019. Na Ministrstvu za infrastrukturo pripravljajo program vlade, investicijski program, v katerem bo zajeto, in do konca marca nas bojo seznanili s tem programom, investicijski program do leta 2020, v katerem bojo jasne zaveze vlade oziroma ministrstva za izgradnjo tretje razvojne osi tudi na našem odseku. Ko bomo dobili to dokumentacijo, do konca marca se bomo do nje opredelili, ali je dovolj zavezujoča ali ni. Če ni dovolj zavezujoča, potem bomo sami že nadaljevali s pripravo tega sporazuma za podpis z vlado. Mi smo že začeli pripravljati ta dokument, ampak bomo počakali, dokler vlada ne bo ta dokument predstavila. Želimo seveda, da je v tem dokumentu jasna tudi finančna in konstrukcija projekta gradnje hitre ceste, ne samo na enem odseku, ampak na celotnem odseku. In oni tudi po zagotovili želijo graditi celotno odsek od avtocestnega križa do Velenje, v bistvu v enem zamahu, po fazah. In naša zahteva in tudi njihova zagotovila so, da se bo začelo delati na obeh odsekih. In to mora biti vidno iz tega dokumenta. Seveda naša zahteva je absolutna zahteva, da se začne graditi Slovenj Gradec Velenje vsaj istočasno. Če pa se bo na odseku Velenje avtocestni križ zakompliciralo kaj z tem DPN-jem, tako kot napovedujejo, mogoče se ne bo, potem pa je seveda zahteva, da se gradi na odseku Slovenj Gradec Velenje, kjer je točka A in B, torej začetna in ključna točka in končna točka popolnoma jasna, in z odsekom Velenje avtocestni križ morajo pač na to točko priti, kakor vejo in znajo. Ne bomo dopustili, da se DPN na odseku Velenje Slovenj Gradec spreminja. To so bila izhodišča. Mi pripravljamo zdaj skupaj z ministrstvom tudi en sestanek na temo te jasne finančne konsolidacije, tudi s predstavniki Bruslja, katere vse vire je možno izkoristiti. To bo v naslednjih 14 dneh ta sestanek. Tako da aktivnosti tečejo, dogovorili smo pa se, da bomo mesečno spremljali te aktivnosti in tudi poročali o tem, ali so doseženi premiki v terminskem planu od danes pa do leta 2019, da ne bomo kasnili, da se ne bo kasnilo za izgradnjo tretje razvojne osi. V nasprotnem primeru smo tudi povedali, kakšni so bili sklepi Sveta Koroške regije, kako zaostriti situacijo. Vmes smo se pogovarjali tudi z drugimi akterji na drugih koncih Slovenije, kjer je bila zgrajena avtocesta. Mi se borimo seveda za hitro cesto in seveda vsi ostali ukrepi in kje bojo odvisni od tega, kakšen bo odziv vlade glede na ta predviden investicijski načrt, v katerem bo jasna zagotovila za izgradnjo in potrjeni roki. Toliko zaenkrat. Hvala Maticu za to uvodno poročilo. Kot ste slišali, seveda dogajalo se je relativno veliko, zlasti glede na dejstvo, da je bil končno sprejet ta državni prostorski načrt, ki je še manjkal. Ključno je bilo to, da se je ta odbor za izgradnjo hitre ceste pač odločil, da danes na današnji seji Sveta Koroške regije verificira te 4 zahteve, ki so formulirane, mislim, da jih imate, no? Kar je Matic zdaj tudi predstavil ustno, kdaj je to enotna zadeva, torej da gre za hitro cesto na Koroško v dolžini 31 km, da ni govora o 2 cestah, torej ene ceste do Velenja, drugo cesta do Koroške, gre za eno zadevo, DARS to sprejema, gospod Vidic je to eksplicitno poudaril, njihova naloga je zgraditi 31 km hitre ceste ob dopuščanju svoje etapnosti, faznosti in podobnih, bi rekel, omilitvenih investicijskih zahtev strani Koroške. Ocena je bila, da bi bilo najbolje skleniti dogovor z vlado, če že ne gre tega sprejeti v državnem zboru, torej recimo razmišljali smo o neke vrstnem zakonu o graditvi tretje razvojne osi, ocenili, da je to izven sistemsko preveč,
in mislim, da je treba bi rekel, to leto 2017 izkoristiti tudi na nek način kot predvolilno leto, da vlada se zaveže, ali pa bi rekel vse politične stranke, ki sestavljajo svoj državni zbor, posledično vlado, se zavežejo trdno, da ne more nihče potem nikakor več dvomiti o torej izgradnji te tretje razvojne osi. Je nastala tudi v mestnem času pomembna povezava z Šaleško regijo, izogniti se moramo seveda zdaj, ko končno Koroška govori z enotnim glasom, kakršnekoli konflikta s Šaleško regijo, začeti govoriti o enotni bazi, torej 130 000 ljudi, potrebe 130 000 ljudi se rešujejo 131 kilometrsko cesto, tu je seveda celotna Savinjska dolina, Šaleška regija in Koroška regija. Gospodarstveniki so se obrnili na to naš odbor, poteka tudi operativno delo, enkrat mesečno se predsednik dobiva z vodji projekta na Darso, tako da zadeve grejo vse v to smer, da je, kot se upam, da ste na semaforju videli, oktober 2019 trenutno predviden pričetek gradnje del, torej, ko jim bi želeli pač s tem sporazumom, da je ta datum določen v nekem dogovoru z zavezujočimi dokumenti. Tako da smo trenutno optimisti in prosim, da se še Matic nekaj spomnil. Treba je dodati to, da mi seveda ne odstopamo od tega, kje se začne tretja razvojna os, Holmec, Dravograd, Slovenj Gradec, in smo tudi rekli, drug teden imamo sestanek na operativni strani z Linealom na temo Slovenj Gradec, Vtiški Vrh oziroma Vtiški Vrh Holmec, da seveda, ko bomo imeli te osnovne dokumente in ko bomo te stvari tako zavezujoče sprejeli, je seveda nadaljevanje na teh odsekih sigurno absolutno prednostno in nismo pozabili na to, da se začne tretja razvojna os na Holmcu in da se konča na slovensko-hrvaški meji. Hvala. Prosim, zdaj, če bo najprej člani sveta Koroške regije, no, pol pa damo še besedo našim stalnim gostom, poslancem. Vidim, da me nekdo tudi sprintan semafor. Prosim, gospod Golob, župan občine Uzenica in državni svetnik. Hvala lepa, lepo zdrav. Torej bom bolj z drugega doma parlamenta danes ne kot župan. Čeprav je zelo pomembno, da smo na Koroškem usklajeni, kar je pomembno, da tudi na svetu Koroške regije imamo enotna stališča. Vemo, da je treba tudi danes tukaj povedati, nekateri so včasih malo solirali in hodili v Ljubljano trkati na vrata in to ni dobro za Koroško. In v tako velikem projektu smo bili seveda tudi seznanjeni in mladinska iniciativa za tretjo razvojno os predstavnika smo se skupaj sestali tudi z predsednikom državnega sveta in pa zadnji sklepi, ki so zelo podobni tistih, ki jih je tudi gospod dr. Matic Stašič predstavil in je prav, da jih tudi torej sočasno že 7. februarja smo tudi v državnem svetu naslovili 5 ključnih vprašanj oziroma zavezali vlado, kakor tudi Dars za to, da podobni sklepe, ki so jih tudi ta odbor, komisija imela tukaj v Ravnah in bi si dovolil, da jih danes tukaj tudi preberem, sicer v določenem času, torej pričakujemo nekje do 5. marca tudi jasne odgovore. Zdaj, kje se graditi, kje pričeti? To je zelo dobro, da kljub temu, da so mladinska iniciativa za tretjo razvojno os je predstavila 9 vidikov na prejšnji seji Koroške regije tukaj, ki so še kako ključni. Zdaj, pomembno je to, da ne samo politika, pa naj si bo to na lokalni ravni, državni ravni, skupaj s poslanci, tudi v državnem svetu, da je precej resno zdaj v tem času, torej v koncu leta 2016 in pa v začetku 2017 pristopilo tudi vso gospodarstvo. Torej, to je tisti del, ki še dodatno daje težo. Veste, če ne bo gospodarstvo vztrajalo pri tem, potem je problem. Bojim pa se, in ni to kritika, veste, ko prihaja na Koroško različni ministri, ki prihajajo tudi iz različnih političnih opcij, ni dobro, da nekateri izmed politikov nismo povabljeni zraven. Potem mislimo, da si nismo enotni. Smo enotni in zadnji obiski so kazali na tem, ker se potem tudi medijsko vidi, da tisti, ki so bili povabljeni, smo zraven, drugih pa ni. Enostavno je danes bilo že omenjeno, da bližajo se državnozborske volitve in če je čas, potem je čas zdaj, da izkoristimo vse priložnosti in tudi skozi pritisk. In še
tisto, kar so naredili v Prekmorju. Torej, brez sile se pravzaprav nič ne da. To je zadnji ukrep, če sem razumel gospoda Tasiča, ki pravzaprav ne več prosimo, ampak zahtevamo. Če tega več ne bo, ne vem, kjer oddajo sem gledal, mislim, ene izmed teh televizij, tudi koroških, ki pokrijejo ptujski del in tisti, kako so ljudje nekako prav legitimno zaprli cesto v Prekmorju, torej s prehodom, pa naj se gre to za politike, gospodarstvenike ali pa tisti, ki imajo malo več časa, tisti, ki so v penzioni. Čez prehod za pešce prehajaš 24 ur na dan in enostavno ti nihče ne more nič, da ti bi to vzel. Ampak priložnost moramo izkoristiti v tem delu. Zdaj pa samo, da končujem, preberem morda sklepe strani Državnega sveta in čakamo tudi na odgovore, ki so nekako podobni tistim, ki je dr. Matis Tasič že prebral. Torej, pristojne institucije, vlado, ministrstvo za infrastrukturo in DARS naj storijo vse, da bo Koroška do konca 23. leta dobila ustrezno cestno povezavo z avtocestnim križem oziroma preostalo Slovenijo in s tem osnovni pogoj za nadaljnji razvoj regije. Zagotovi naj se jasno in stabilno financira gradnje severnega kraka 3. razvojne osi od Šentruperta do Slovenj Gradca. Hitra cesta od Ajna na Koroško naj bo zgrajena kot 4-pasovna hitra cesta. Z aneksom k kohezijski pogodbi naj upravljanje in vzdrževanje avtocest v Republiki Sloveniji naj se DARS d.d. zaveže, da 2017. leta izvede odkup nepremičnin, izdaja projektno dokumentacijo za izgradnjo hitre ceste na odseku Šentrupert-Velenje in pa Velenje-Slovenj Gradec. Uredijo in nadgradijo naj se povezovalne obstoječe lokalne ceste z novo nastajajoče omrežje hitre ceste. Poenostavijo in pospešijo naj se postopki pridobivanja nepremičnin za gradnjo cestne infrastrukture. Vemo, da od leta 2013 pa do letošnjega leta 2017 državni prostorski načrt Velenje Slovenj Gradec je bil sprejet 2013. leta in do letošnjega leta se na tem odseku ni naredilo nič. Torej, če ni politične volje, če ni posluha z naše strani, treba je pa tudi poudariti, da tretja razvojna os ni samo Koroška in ko predstavljam interesno skupino lokalnih interesov kot največjo skupino v državnem svetu, se pojavljajo tudi predstavniki iz drugih območij, ki prav tako gravitirajo na tretjo razvojno os. Torej, zelo pomembno je to, da skupaj nekako nastopamo in da tudi učitamo tisti denar, ki je pred mnogimi leti odhajal, torej 2 leti nazaj, z istega naslova, torej, da se ni usmerjal v cestno infrastrukturo, ampak je odhajal na drugi del, torej na železniški del, ki pa ima zopet isto rak rana, ampak to ne želim danes tukaj pravzaprav sploh poudarjati. Hvala lepa. Hvala gospodu Golobu. Izvolite naprej z razpravo. Če ne damo vmes gostom besedo. Prosim, kdo bo? Gospod Škodnik. Ja, lep pozdrav vsem skupaj. Jaz bom bolj začel takole na začetku. Tisto, ko je Tasič omenil, se seveda vse strinjam, razen nekatere stvari v 4. točki niso čisto, bojo morali biti malo bolj natančno definirane, kar me seveda tudi moti. Prvo bi seveda poudaril to, ko so bili danes izpostavljeni tudi ljudje, koliko se zavzemajo, da so ulice pred nami in tako naprej. Seveda vsega je tu tudi po malem in jaz moram reči, da mene osebno, koliko me seveda poznate, barva ljudi pravzaprav sploh ne moti. Me pa moti stvari, če se z nekom nekaj dogovoriš, pa potem tega ne naredi. To pa so stvari, ki me tudi na Koroškem, tudi v tej cesti motijo. Veliko se govori o raznih obiskih pomembnih ljudi iz države ali pa iz vlade. Eno seveda govorimo, delamo pa drugo. In zelo me moti tudi ta lokalna politika, žal sem vrnil politiki, ker politika bo v končni fazi tudi sodelovala in dokončno rekla, kdaj se bo začelo graditi in kako se bo gradilo. Tu Korošci, kakorkoli je, tu se ne znamo poenotiti. Velikokrat je bila kritika tudi na račun mojega župana, danes ga ni tukaj, tokrat ne mislim na njega, ampak na lokalnem nivoju se politika žal tokrat v teh časih ne zna poenotiti. To seveda čutimo poslanci, tisti, ki smo v koaliciji, čeprav navidezno v koaliciji smo dogovorjeni vse, ampak na lokalnem nivoju pa stvari tečejo drugače.
In jaz bi tule poudaril tisto 4. točko, ki mene tu zelo moti. Tale postopnost izgradnje, etapnost, tule smo lahko nas zelo zavedajo nekateri, če ne bomo pozorni, natančni in tu etapnost ni mišljena samo lokacijo, kje bomo začeli graditi, ali v Velenju, ali pri avtocesti, ali na Koroškem, ampak gre tudi etapnost, ali bomo gradili dvopasovnico ali 4-pasovnico. Tako da tu moramo biti res enotni in moramo vedeti za vse te pasti. Če ne dobimo dvopasovnice, v tistem prvem mahu nismo naredili nič. Razvoj, mi vemo, da ta tretja razvojna os ne prinaša samo cesto, ampak prinaša tudi razvoj. In z dvopasovnico, vam odkrito povem, nismo naredili čisto nič. Samo malo boljšo cesto, asfaltirano. 4-pasovnica mora biti, tu etapnosti ne sme biti. To se moramo biti enotni. Glejte, mlade bomo zadržali edino na tak način. Poglejte, koliko mladih odhaja v tujino, od cele meje v Avstriji, kakršnekoli zakonodaje in s tem pa tja bomo spreminjali in nič ne bomo dosegli. Glejte, se tudi ta primer, ko govorimo o slovenskem jeziku na avstrijskem Koroškem, bi se moral rešiti že takrat pri osamosvojitvi, pa se stvar ni rešila. Takrat bi morali neke stvari dodelati, pa jih niso. To me moti. Seveda zdaj reševati z diplomacijo, kaj drugega se zdaj v tem primeru ne da. Skratka, veliko krat govorimo tudi mi imamo tudi na Koroškem nekatere pomembna podjetja, ki se navzven kažejo kot v dobri stanju ali pa kondiciji, kot uspešna podjetja, ampak če pa gledamo drugače, kakšne imajo pa plače, pa se malo tudi zamislimo, nekateri dobijo tudi po 600 evrov, pa za določen čas, da dobijo tudi doktorji znanosti in ponujajo 800 evrov. Za mene taka podjetja, pa naj še bodo tako cenjena v tujini, nič ne pomenijo. Razvoj bo pa prinesel nekaj drugega. Nove vlagatelje in ti novi vlagatelji bodo začeli na novo postavljati delovno silo, iskali bojo delavce in takrat se bo ta nivo plače bistveno dvignil. To vam odkrito povem. In sam razvoj bo prinesla cesta, če bo 4-pasovnica in nič kaj drugega. Tako da v tisti 4. točki bi mogoče še malo bolj natančno formulirali ali pa potem bili vse bodoče bolj pozorni, ker tu se ne smemo pustiti. 4-pasovnica, leto 19 in pa seveda istočasno, če že ne prvo v Slovenj Gradcu, moramo začeti graditi. To je edino, kar moramo narediti. Hvala. Hvala gospodu Škodniku. Sicer proceduralno se nekaj jaz vas nisem razumel, ker ta 4. točka, ko je pred mano, mislim, da je gospod Močnik delil na klopi sicer, morate pogledati, v 4. točki ne govori o kakšnekoli etapnosti. Tako da etapnost ni, tudi v teh 4 točkah, ki jih je gospod Tasič predstavil, zgledamo neke druge točke. Tak piše, ja, na celotnem odseku. Da na celotnem odseku želimo. Ne, lahko se pa odpre za 31 km gradbišča, več bi rekel delovišč oziroma gradbišč. Mi želimo gledati, da je to ena cesta. Zdaj, če bi oni začeli, a veste, kaj mislim, se ni možno zgraditi z 2 bagerjoma, začeti pa iti počasi, ker to je treba gradbišče odpreti. V Prekmurju so gradili na en mah 80 km, gospod Vidic povedal, so gradbišče odprli na 10 mestih, zato govorimo o tem celotnem odseku. Lahko pa formuliramo drugače, samo etapnosti tu not ni. Pa v 1. točki smo jasni, da zahtevamo 4-pasovno cesto. Tam v 1. točki, če pogledate, gospod Škodnik, tam smo jasni. Danes smo govorili, da samo 4-pasovna hitra cesta, drugo ni hitra cesta, drugo je pač navadna državna cesta, katera gradi direkcija za ceste, medtem ko Dars gradi zgolj avtoceste in hitre ceste. Teda 4-pasovnica je hitra cesta, to je enako, bi rekel. Dvopasovnica preprosto ni hitra cesta. Jaz zdaj se Matici se javlja. Zelo pomembno je zdaj, ko bo ta komisija na ministrstvu odločala o tem, kaj se bo projektiralo in kaj se ne bo projektiralo. Mi smo zahtevali, da se projektira 4-pasovnica in da se tudi gradi 4-pasovnica v končni fazi. 4-pasovnica tista, ki jo zahtevamo. In na tem bomo vztrajali in to tudi jasno piše. Zdaj, faznost izgradnje, to moramo biti tudi zelo pazljivi, je prav za to opozorilo, da ne bo eden mislil, da bomo samo nekaj malega naredili, ampak cel odsek, oni želijo delati tudi kot cel odsek, vseh 31 km, gradbišč bo več.
ampak izključno zahteve so pa po 4 pasovnici in hvala Bogu, da poslanci tudi vztrajate na tem, to nam je še bistveno lažje pri vseh naših bitkah. Hvala. Hvala, jaz sicer vseh detajlov najbrž ne razlagamo, no, ampak formalno bo seveda, bi rekel, ta investicijski program, ki bo potrjen na komisiji, na ministrstvu in podobno, no, skratka, prometna ekonomika se računa, ni dovolj, da mi nekaj zahtevamo, oni sva morajo to še z številkami, pa družbena koristnost, pa ekonomska koristnost, pa finančni donosi, vse skupaj zračunati. Če želijo, seveda lahko pride do odločitve o 4-pasovni cesti, zato so nam tudi svetovali, da delamo v enem paketu, ne, ker ekonomika, prometna ekonomika, no, do Velenja, seveda je ugodna, bolj ugodna in v paketu je za nas to še bolj ugodno. No. To so nam pač, bi rekel, na Darsu operativno svetovali in ta celota gre zdaj v te procedure na ministrstvu, ker v končni fazi odloča ministrstvo za promet z sprejemom seveda investicijskega programa, to vsi veste, na občinskih svetih sprejemamo investicijske programe, enako delajo oni. In v tem investicijskem programu je ključno, da bo torej, sprejeta odločitev za 4-pasovnico. Prosim, gospod Ranc. No, jaz bi se pridružil pobudi, ne, seveda, da smo dosegli enotnost, to je, bi rekel, tudi nuljak dosežek, zdaj ne bi razglabljal v zgodovini, kak je bilo, ampak tudi izkušnja od Prekmurcev, ne, ko sem se v parlamentu začel pogovarjati, je rekel, še župnika smo navdušili za cesto. Praktično zdaj smo v fazi, da smo enotni. Ne moram pa mimo tega, da ni bilo v preteklosti nagajanja, jaz bom rekel, vi dobro veste, da je bil celo proti eni ministrici, je celo tožba bila vložena, ovadba, no, za umeščanje trase F22 in v bistvu zdaj je to mimo, zdaj je to umeščeno in jaz seveda tudi pozdravljam stališče te operativne koordinacijske skupine, da se ne oziramo, zdaj karkoli bi se še lahko zgodilo na odseku F22 in da ne bi bili seveda talci tega umeščanja ali pa kakršnekoli druge ustavne pritožbe ali kar tega, da ne glede na to smo treba vztrajati, a ne, kar mislim, da tudi vztrajamo, da se zadeva začne na odseku Slovenj Gradec, Velenje, takoj s projektiranjem in eventualno tudi odkupu zemljišča. Ne, to je v bistvu tista prelomna točka. Tako da bi pa še enkrat tudi na nek način pozval ne samo pri tem projektu, tudi pri drugih na enotnost, a ne, jaz bom rekel, volitve so mogoče res pred nami, ampak tukaj moramo seveda Korošci na vseh projektih delovati enotno in kako bomo močni v regiji, tako bomo tudi v Ljubljani. Zdaj tu ne bi bil bolj konkreten, kaj je, ampak v bistvu je bilo pa čutiti preteklosti ne take prakse in jaz večkrat dam primer Primorce, pa tudi mnogo Prekmurce, ko so dobesedno niti ne gledajo, tako je rekel kolega, na politično barvo ali kakorkoli v spredje moramo postaviti Koroško in vse deležnike v odločevalce, ne, tako je tudi državni svet, imamo svetnika, potem tudi lokalne politične akterje in v bistvu v spredje postal ta projekt in pol mislim, da smo na dobri poti. Hvala. Hvala. Gospodu poslancu, zdaj seveda Ministrstvo za promet je tisto, ki bdi nad tem projektom, oni nam zagotavljajo, da ste sprejeli državno-zborski poslanci svoj proračun Republike Slovenije, v katerem so sredstva za nakup nepremičnin, zato je dobro, no, da s poslanskimi vprašanji, če ne drugače, spremljate tok dogodkov, kajti seveda vi poznate proračun, mi ga manj poznamo, skratka zagotavljajo, da sredstva za nakupe nepremičnin so v državnem proračunu, medtem ko sredstva za projektiranje, inženirske storitve in drugo so oziroma bodo v letnem načrtu, poslovnem načrtu Darsa. Tako da oba ta dva vidika sta za leto 2017, govorim po njihovi besedah, zagotovljena. Treba je paziti, če bi tako imeli kak rebalans proračuna, no, da ne bi takrat pol kdo kaj ven vzel. Takrat bomo rabili svojo pozornost poslancev tudi. No. Nadaljujemo za razpravo. Gospod podžupan občine Dravograd. Lep pozdrav tudi v mojem imenu.
moram reči, da smo Korošci res potrpežljivi in ta potrpežljivost nas kar velikokrat tudi tepe. Zdaj, če izhajam iz razprave na tem zadnjem odboru za izgradnjo hitre ceste, moram reči, da smo se vsi, oziroma vsaj velika večina nekako strinjali, da pa zdaj je pa tega res dovolj, a ne. Zadeve se sprejemajo občutno predolgo in se strinjam tudi z županom Uzenice, a ne, in to je tudi nekako bila, bom rekel, nit te debate na odboru, da bo pa treba narediti en korak več, a ne. Zdaj, če je to res tudi, bom rekel, nek način protesta, ampak ne, da bomo zdaj pri nas zapirali ceste, dajmo jih tam, kjer odločajo, ker v končni fazi jaz verjamem, da bi gospod Vidic zelo rad gradil hitro cesto, on je pač izvrševalec nekih ukazov, če se tako izrazim, a ne, ukaz pa da politika. In zdaj, če bo politična volja takšna, da se bo nekdo izmed teh ključnih ljudi seveda odločil, da si pa Koroška zasluži to hitro cesto, bo do tega tudi seveda prišlo. Moram reči, da je tudi gospodarstvo nekako, vsaj na tem odboru bilo povedano, ne, da je tudi zadeva že prišla tako daleč, da nekako lahko razmišljamo, oziroma lahko razmišljajo tudi o tožbi, a ne, ker ne nazadnje so prikrajšani za nek razvoj, za neko dostopnost do vseh teh trgov in so v neenakopravnem položaju na ostali del Slovenije. Zdaj, če se samo ozremo, recimo tudi, verjamem, da Avstrija že malo posnema ta odnos Ljubljane do nas, a ne, in seveda poskušajo tudi z takšnimi zapisi v deželnih ustavah nekako seveda Slovence izriniti iz nekega svojega področja. Ker ne nazadnje, če seveda gledajo odnos Ljubljane do nas, ki nas niti ne priznavajo kot regijo. Mi smo dejansko neka statistična regija, ampak v vseh teh predlogih, ki so krožili, Koroška ni bila nekako opredeljena kot regija. In bom rekel, da je to dokaj nerazumljivo, ker če si mi ne zaslužimo regijo, kdo si jo pa, ne. In verjamem, da brez hitre ceste tudi mi nismo potrebni, ker v končni fazi, kaj pa bomo počeli tukaj, naši ljudje se bojo izselili, toliko, da že ne ploskamo, da hodijo v Avstrijo delati, šolamo jih mi, naredimo kvaliteten kader, odidejo v tujino in tam izvajajo, bom rekel, preprosta dela, visoko kvalificirani ljudje, namesto da bi bilo obratno. Tudi če se obrnem na ta lesni center, ko je bil, a ne, minister je lepo povedal, ni možno vlagati denarja ali bilo kaj drugega, recimo v oživitev tovarne ivernih plošč. Mi na en mesec pa vidiš, ne vem, v Hočah se spremeni zakon, se razlasti ljudi, da se pa zgradi neka tovarna, se vlaga v Kočevje, vse posod se vlaga, samo pri nas ne. In jaz mislim, da bo temu treba res enkrat narediti konec in tudi ta enotnost, ne glede na barve, bi mogla enkrat prevladati pri nas in da zavzamemo res neko skupno stališče. In to pa seveda je, da Koroška je tu, Koroška je del Slovenije in da si Koroška seveda zasluži takšno obravnavo, kot pa tudi vsi ostali. Hvala. Hvala. Ja, ta odbor, ki ga omenil gospod Preksavc, se je sestavno in seveda zdaj ocenjujemo, da smo še par mesecev vse v neki konstruktivni fazi, hkrati pa, bom rekel, poteka tudi ta bolj udarni del odbora, predvsem mladinska iniciativa, ki lahko rečem, da že brusi kose, da bo seveda prišlo do zapore cest, v veliki navezi z gospodarstvom, seveda, da se ne bi jaka škoda povzročala, se je to tudi pripravilo in to smo Darsu tudi sporočili, no. In tudi Prekmurci so vas, no, ko ste bili upozorili, da najbrž brez neke odločne zapore cest tudi na Koroškem ne bo šlo, no. Ampak bomo videli še, se bo tega dogodkov pokazal, kak protest bo potreben, če bo, no. Prosim, še kdo? Če ne bi za danes zaključili s hitro cesto, se ta problematika oziroma bo najbrž bolj kot eno vseh svetih Koroške regije izpostavljena, dokler ne pride končno do gradnje. Torej predlagam sklep v teh 4 točkah, kot imate na mizi, no, sklep pa se glasi. Svet Koroške regije se je seznanil z aktualnimi informacijami v zvezi s prizadevanji za pospešitev gradnje hitre ceste na Koroško ter sprejema izjavo, ki je sestavljena del tega sklepa. Kdo je za? Soglasno za. S tem smo zaključili to točko in prehajamo na 5. točko, zadnjo, predlogi in pobude članov Sveta Koroške regije, oziroma pri tej točki bo uvodoma poročala o delovnem dogajanju, torej pri kohezijski politiki oziroma tako imenovanih evropskih sredstvih, kot direktorica Regionalne razvojne agencije. Prosim, gospa Sonjak, za vaše poročilo o informaciji o članom sveta oziroma Svetu Koroške regije.
Lep pozdrav še iz moje strani. Sicer me je danes to malo presenetilo, ampak vseeno že en čas veste, da se zadeve z programiranjem in pa z pripravo dogovorov za razvoj regiji ne izvajajo, da dejansko je od leta že v začetku oziroma od lanskega leta so potekali dogovori o opredelitvi ključnih regijskih projektov, medtem je Ministrstvo za gospodarstvo in pa služba vlade za kohezijsko politiko pripravila dva predloga, ki potem nista šla naprej oziroma sta bila ustavljena tik pred obravnavo vlade. Zdaj smo prišli tako daleč, da je bil v januarju sestanek ministra za gospodarstvo in pa ministrice iz SVRK ter obeh predsednikov vzhodne in zahodne kohezijske regije, kjer so pač povedali, da se s takim gradivom, ki je bil nekje najprej pripravljen, ne bodo strinjale regije in da naj pripravijo novo gradivo. Seveda po 14 dnevih sta oba predsednika dobila to gradivo v pregled in na to temo je potem predsednik vzhodne kohezijske regije, sicer župan Slovenske Bistrice Ivan Žagar sklical ožjo koordinativno sejo odbora. To so predvsem predstavniki oziroma predsedniki razvojnih svetov vseh 8 regij in pa vseh 8 agencij. Mi smo to gradivo pregledali skupaj z predsednikom in ugotovili po analizi, da dejansko je to gradivo skoraj še slabše kot pa prejšnjo. In potem tudi se dogovorili, da gre uradni dopis strani obeh predsednikov na MGRT in SVRK, da se lahko pristopi k spremembi oziroma če bodo upoštevali naše pač sugestije, ker sočasno so dali tudi spremembo operativnega programa, ker zdaj so tudi sami ugotovili, da tak operativni program, ki je bil sprejet, ne bo mogoče izvajati. Na svoji spletni strani ima SVRK tudi poročilo o izvajanju kohezijske politike do 31. decembra 2016. Je precej kritično, tam lahko vidite, da so za približno 26% sredstva vezana z pogodbami, realizacija sama je okrog 15%, zahtevkov za povračilo pa je izdanih za 1%. Pa še to je izdanih v večini za tehnično pomoč. Tako da zdaj so sami ugotovili, da je operativni program nujen sprememb, vendar pa iz tega, kar smo mi dobili, ugotavljamo, da grejo te spremembe bolj v smeri sprememb potreb posameznih ministrstev, kot pa sprememb v smeri regij. Zato jaz bi morda vam sem povzetke, kaj vse smo ugotovili in pa kaj predlagamo, podava, ker danes v bistvu zadeva je taka, da ta dopis bi šel s podpisom predsednika vzhodne kohezijske regije, zravno bi pa vsi predsedniki razvojnih svetov vseh 8 regij podpisali tudi ta predlog. Dejansko smo ugotovili, da projekti, ki jih vlada oziroma oba ministrstva predlagata, vsebujejo tako strateške kot nacionalne projekte obeh države kot take in jih uvrščajo v posamezne regije, potem že dogovorjene upoštevajo, vključujejo tudi projekte, ki so že nekje dogovorjeni, ne upoštevajo pa projektov, ki so jih regije predlagale v dogovorih za razvoj regij. Tako da dejansko smo sklenili, da morajo v ta seznam dodati projekte, ki so jih regije uskladile z ministrstvi, da ne smejo
vključevati projektov, ki so strateškega in nacionalnega pomena, to se pravi, da so na določene regije vezali tudi tiste projekte, ki se bojo financirali strani tretjega cilja 3, to se pravi iz naprimer Slovenija, Italija, predvsem je projektov iz tega vidika, in pa projekti, ki so naprimer v OP-ju že naprimer 4. razvojna os, ki je okrog Novega mesta, ampak to dejansko ne spada če gledamo iz spodaj navzgor, a ne, to so dejansko že nacionalni projekti. Tako da smo dejansko zdaj predlagali, da se upoštevajo, predlagano gradivo prikazuje predvsem neuravnoteženost med regijami, ne prikazuje realnih potreb regij, ki so skozi proces pripravile osnutke za dogovor razvoj in jih je potrdil razvojni svet. Predlagamo, da vladni gradivi dopolnijo v smislu jasnega prikaza razvojnih projektov, posebej vzhod-zahod, ker je to zdaj v bistvu v tem predlogu vse pomešano, ter tudi vire financiranja, kohezijska, potem 3. cilj, to je čezmejno sodelovanje, integralni proračun. To gradivo mora odražati regionalni pomen in predlagane razvojne projekte. Sektorske in ostale projekte pa je potrebno uskladiti z razvojnimi sveti, ker marsikatera regija pa je že uskladila tudi te strateške pa nacionalne projekte kot v bistvu razvojne. Saj to določa tudi uredba o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike. Hkrati naj se vodi teritorialni dialog v smeri predlaganih sprememb operativnega programa. Izhodišča za spremembo operativnega programa v svojih obrazložitvah navaja, da je pri predlogu alokacije pravic porabe prioritet spodbujanja skladnega regionalnega razvoja, predvsem v pristopu od spodaj navzgor, kar se pa v nadaljevanju v gradivu to ne vidi. In zdaj zahtevamo, da iz predlaganih vladnih gradiv ni jasno razvidno, v katere prednostne spremembe gredo in za katere projekte v interesu regij se bo to izvedlo. Tako hkrati predlagamo, da izhajamo iz gradiv regij, spremembe operativa naj bojo na podlagi dogovorov za razvoj regij in da se zmanjšano iz prejšnjih 600 milijonov zmanjšajo zdaj sredstva na 450, da naj se zagotovijo sveža sredstva v višini 450 milijonov in da se iz teh 450 ne upoštevajo celostne teritorialne naložbe in pa CLLD, ker zdaj vse tu skupaj seštevajo, ampak da se teh 450 milijonov razdeli na vzhod in zahod, znotraj vzhoda in zahoda se bomo pa regije same dogovorile na osnovi indeksa razvojne ogroženosti o delitvi na posamezno regijo in tudi na ta način tudi sami predsedniki razvojnih svetov dogovorili za črpanje teh sredstev in za katere projekte se bi to izvedlo. Tako da na tak način so se vsi prisotni na četrtkovem sestanku tudi strinjali in v tej smeri smo potem tudi napisali to zadevo v Ljubljano. Ker po sami analizi, ki smo jih naredili, po finančni oceni celotnih vrednosti, smo ugotovili, da so v tem dogovoru oziroma v tem predlogu upoštevali strani regij samo cirka 23 milijonov, za vrednost 23 milijonov iz vseh 8 regij vzhodne kohezijske regije. Cele potrebe, to se pravi prvih 5 prioritetnih projektov, ki so jih regije dale, so pa v višini 813 milijonov oziroma 790 milijonov evropskih sredstev. Vemo, da to ni, in da dogovori bodo še potekali, vendar pa, da se iz tega upošteva samo 23 milijonov, je pa to tudi malo, precej velika ignoranca samega razvojnega programiranja po regijah.
Teda to je zdaj hiter povzetek vseh dogajanj. Lahko povem, da te aktivnosti potekajo že lani od oktobra in da je zdaj naše delo v glavnem bilo vezano na usklajevanje oziroma z MGRT-jem in pa z SVRK-om in pa seveda znotraj 8 regij v vzhodni kohezijski regiji. Lahko. Hvala. Stane, kar za kako vprašanje? Zelo enostavno je bilo povedano, zelo zapleteno razvojno programiranje. Prosim, gospod Tasič. Bom zelo kratek. Čas teče, ne čas leta in v ministrstvih že pripravljajo projekcijo naslednje perspektive 2027, mi pa še centa nismo uporabili, pa smo že leta 17, preden da bo karkoli, bomo konc 17, preden da se bomo karkoli odločali in dogovora za razvoj regij ni, tako da to kaže na popolnoma ignorantski odnos vlade in ministrstva do regij. Hvala. Gospod Golob, prosim. Hvala lepa za besedo, predsedujoči. Bi želel biti tudi zelo kratek, pa upam, da bom lahko. No. Prav to isto, kar je gospod Tacič povedal, marsikdo se pripravlja na novo finančno perspektivo. Mi smo v letu 2014 se je pričela ta finančna perspektiva. Mi se pa danes pogovarjamo, kaj bomo naredili. Ne samo to, da so nam precej denarja v tej finančni perspektivi vzeli za razvoj regij, da so delili vzhodno in zahodno, sicer zahodna dobi še malo manj, kot pa ta. Pa ne morem zdaj obsojati kogarkoli, da mi na Koroškem nismo dovolj naredili. Ne. Direktorica absolutno ni nič kriva, sami smo toliko krat sedeli, svoje prioritetne naloge tudi navedli, ampak veste, a kdo v naši slovenski državi za kaj sploh odgovarja? To je bolj vprašanje. In se bom zopet dotaknil 300 milijonov evrov, ki ga je podpisal predsednik vlade z mestno občino Ljubljana. 300 milijonov evrov. Mi danes pa govorimo o 450 milijonih, ki bi jih tako na vzhodni in zahodni kohezijski regiji razdelili za razvoj našega glavnega mesta Ljubljane. In zelo malo je bilo medijske odzivnosti na to. Mene zastrašujoče je to, da tudi tisti, ki vodijo večje občine po Sloveniji, pa naj si bo to Maribor, Novo mesto, Celje, Koper, nobenega odziva na to. 300 milijonov. Skoraj toliko denarja, ki ga imamo na razpolago sedaj za razvoj vzhodne in zahodne regije. Torej 211 občin Slovenije smo obmirovali, kljub temu, da smo vsi nekako člani ZOS-a, SOS-a in pa nazadnje tudi z MOS-a, pa ne vem, koliko bo jih še skupaj prišlo. Veste, vsak voz vleče v svojo stran. In s takim načinom, ko se mi obnašamo za razvoj regij, in da se nekdo danes pogovarja 2017. leta, kaj bomo naredili, če mi sami sebe v slovenski državi ne moremo prepričati, kako bomo prepričali Evropo kot eno našo veliko mater. In sem že nazadnje govoril, kako pa sosedi Madžari lahko črpajo sredstva in gradijo iz te finančne perspektive tudi takšne projekte, ki smo jih imeli mi začrtane. Zdaj, mi sami sebe na Koroškem ne rabimo prepričevati. Pogovarjali smo 3 leta se nazaj, že ko smo se pripravljali 4 leta nazaj, takrat, ko smo končali to finančno perspektivo 7-13, uspešno. In še enkrat, če je kdo počrpal sredstva, smo jih počrpali občine. In ne, da se danes nekdo kiti o tem, kako je BDP rastel. Zanemari pa podatek, zaradi česa imamo zdaj manjšo brezposelnost, zato ko smo prav tisti, ki smo tu na Koroškem doma, so naši ljudje odšli po zaposlitve prek meje v sosednjo Avstrijo. Nismo nič dosti naredili in ta finančna perspektiva, verjamite, kaj se danes tukaj pogovarjamo, bo povedala, koliko delovnih mest bo manj, zaradi tega, ker ne bomo mogli črpati projektov, ki smo jih z prejšnje finančne perspektive tako uspešno črpali. In če ima kdo delo, jih ima potem naše gospodarstvo, pa naj si je šlo ta izgradnjo odvajanja in čiščenja odpadnih voda, izgradnjo pločnikov cest, izgradnjo vodovodnega sistema. Absurd. In danes pa tukaj na Koroškem smo zopet, mi smo si enotni, ampak žal sami sebe preprečujemo tisto, kar bi mogel za nekaj, pa bi mogel odgovarjati nekdo.
Danes 2017. leta, ne glede na to, da smo upili skoraj na vseh sejah regije v preteklih letih za to, da mi imamo svoje razvojne projekte in to mora biti vodilo tistim, ki usmerjajo prek Ljubljane v Bruselj želje in pa potrebe prebivalcev Slovenije, tudi z tega dela, vzhodnega dela, kamor shodi tudi Koroška regija. Hvala lepa. Hvala gospodu Golobu. Kak predlog sklepa, Karmen bo tu, ali sem da lahko podpišemo to? Pa da je autorizacija, a bo razvojni svet še, bo še, ne? Za podpis tega protesta 8 razvojnih regij. Samo moram še za informacijo to povedati, da so predlagali, da se 11 milijonov vzame postavki za široko pasovno, ker je bil izražen tak velik ekonomski interes, kjer smo mi imeli pač prioritetno tudi projekt na drugem mestu kot prioritetni projekt regije. Na drugi strani so pa na zahodu naredili pilotni projekt za zunaj bivalne enote, sicer z vsebinskim delom in ga predvidevajo. Čeprav gre tista postavka na razpise, bojo pa kot predlog pilotnega projekta to pa neposredno potrdili. Seveda je bil moj odziv takoj, to se pravi, da ni res, da nam ministrstvo govori, če gre sredstva na javni razpis, da delno ne morejo narediti neposredne potrditve. To se pravi, da gre. Ampak samo ministrstvo je drugo in to mora SVRK urediti. Tudi kljub temu, da je predviden javni razpis, se lahko za določeno območje ali pa za določeno vsebino naredi neposredna potrditev. To se nekaj, da moram povedati, zato ker okrog tega smo se dajali skoraj 6 mesecev. Tako da imajo zelo različne kriterije in tudi različne pristope do različnih vsebin. Hvala, da se vsem nam je jasno, ko smo črpali evropska sredstva, da se lahko delijo z razpisom ali brez razpisa, da se lahko programirajo z algoritmi ali pa z enostavnimi enačbami. Se imamo izkušnjo prejšnje perspektive, tako da to vemo, da vse lahko, da te evropske uredbe, na katere se sklicujejo, ko jim odgovarja, omogočajo pravzaprav, da se odločijo in oni so se pač odločili, tako so se. Od 813 milijonov želj, torej povedanih od spodaj na zgor, so uresničili 23 milijonov želj. V prejšnji perspektivi pa je bilo uresničenih teh želj 600 milijonov evrov. Od tod zahtev pa 450, če v prejšnji perspektivi se je teren, pač so se občine slišale v višini 600, ker je svoja cela perspektiva nižja, torej bi šli na 450. To je ta zahteva, ki je v tej izjavi. Je pa res, da številka je 16%. 16% sredstev je že porabljenih po pogodbah. Torej pogodbeno, vsi tisti, ki imate ali pa imamo pogodbe, seveda ne bomo spustili teh sredstev, čeprav še niso počrpana, ker da jih črpaš, moraš nekaj narediti. Črpamo po gradbenih situacijah. Zato odstotek na zadnje na papirju ni nizek. 16% je torej na 31.12. že počrpanih sredstev. In s tem po moje to lažijo poslance oziroma s tem, bi rekel, potolažijo javnost. Nikakor pa ne nas, ker pravzaprav iz tega regijskega nivoja od spodaj na zgor ni še nič evrov v tej perspektivi. So pa določena druga sredstva seveda pridobljena, med drugim ta vodovod v Dravski dolini je v tej perspektivi. Ja, vsebinsko je iz prejšnje, ampak je dejansko sfinanciran iz teh 3,8 milijarde, ki jih ima Slovenija. Jasna stvar, vaša odločba je iz te kvote, odločba je pa v znesku, mislim, da 45 milijonov evrov. Teda nekaj se dogaja. Ker ne more se dogajati v državi, brez da se dogaja v neki občini. Država je seštevek občin in regij in seveda se nekaj vendarle dogaja. Ampak nas pač ne upoštevajo. Mediji mislim, da so kar dosti obširno poročali, samo prime se nekoga. Ja, da se to pogojuje, oni zdaj pogojujejo že z spremembo OP-ja drugi poziv za dogovor za razvoj regij, ki še prvi sploh ni podpisan. Mi smo pa zdaj se pač tako nekje ne bi tudi seje sveta vzhodne pa zahodne kohezije ne podprle spremembo OP-ja in če ti organi ne podprejo, oni v Bruslju ne morejo dati predlog spremembe, ker Bruslja komisija pa izključno zahteva usklajenost znotraj. Zdaj to nam edini vzvod, da dosežemo nek premik, predlog je, oni zdaj 105 v tem predlogu sprememb, oni tudi 100 milijonov iz povratnih sredstev
prenašajo nepovratna in mi smo pa zdaj predlagali, da naj 500 milijonov povratnih sredstev spremenijo v nepovratna in iz tega svežega kapitala naredijo v bistvu ta dogovor za razvoj regij. To je tudi en tak predlog, ampak naše orožje je edino nepotrditev sprememb OPE-ja in potem bojo oni tudi nasproti nam mogli dejansko drugače pristopiti. Iskati kompromis. Ja. Dobro, hvala za to seznanitev. Torej, kak sklep pravi? Direktorica. Aha, neč. Dobro, torej sem informacija. Seznanitev vsega regija ne podpiše odgovornost, do tega ima pa v bistvu razvojni servis. Dobro. Hvala. Še kaj drugega pri predlogih in pobudah Sveta Koroške regije? Če ni, sam zahvaljujem za udeležbo na 3. redni seji in se vidimo na 4. Hvala.